Dobro jutro, dragi moji. Upam, da ste v tem jesenskem dnevu in jutru v redu, kot ste v redu ves zadnji čas, ker bojevnik se ne prepušča in ne popušča, kadar na plano pride tisto slabo, kar je v nas, kar se v zadnjem času v večini izmed nas čisti, prihaja na plano vse, kar smo prejšnja leta v mladosti stisnili v sebe oziroma tlačili pod preprogo. Veš, kaj je hecno, ko mislim, da je ta stran pa joj. Da znate tisto, kar pride na plano, lepo konzumirati oziroma sprejeti in flikati čez ramo, kar spada v stari svet, v preteklost, in tega mi ne potrebujemo. Potrebujemo pa svoj biti. Tisto, kar smo govorili mi milijonkrat že, da postani pravi heroj in postani pravi človek in bodi buden, pomeni tudi v hindujskem sanskrtu Buda pomeni buden, tako da dajmo malo razumeti, da mi želimo biti budni in prebujeni pravzaprav prave bude. Zdaj, kaj pomeni biti buden, to je ena taka večna uganka, tudi sam sem se s tem ukvarjal. No kaj, sem buden ali nisem buden, kaj zdaj to pomeni, ne? Ampak biti buden, tle sem si napisal par alinej, pomeni poznati prevaro sveta. Torej, da nisi v iluziji sveta, ampak si toliko se odmaknil od stvari, da razumeš, da v bistvu smo bili povsod prevarani, tudi nekoliko že razumemo, kaj je bil namen te prevare, in da si dovolj informiran, da si dovolj ozaveščen. Če ne bi bil ozaveščen, se pravi, če bi živel tam nekje v hribih, pa ne bi imel stika s tem svetom, in potem ta alineja nam niti ne pride v poštev, ne? Zdaj, biti buden pomeni poznati svojo notranjo moč. Poznati notranje oziroma naravne zakonitosti, univerzalne zakonitosti, kako univerzum deluje na principu magnetizma, da na principu tega, kaj nas privlači, da delujemo with the flow, torej gremo s tokom, ki ga prinaša življenje vsak dan. Se mi zdi ena taka dobra. Zjutraj, ko vstaneš, se pogledaš v špegel pa rečeš: stari univerz, kaj imaš pa danes paštimanega zame, kaj za čudež bo. No in jaz sem včeraj tu za joke naredil za hec in evo, jaz poberam jurčke pa si rečem: kaj si ti nor, a to si paštimal zame? Pok, nov jurček. Sem taka dobra forica. Vse te stvari zahtevajo mičken prakticiranja, tako da morate sprakticirati, kdaj vam vesolje intuitivno reče ja, ali pa kdaj vam reče ne, iti naprej, ker to ni pot za tebe. Samo te stvari moramo slišati, ampak iz prvega ne gre. Biti buden pomeni tudi opazovati in kontrolirati svoje misli. Opazovati, kaj pride, kaj gre, jih kontrolirati. Torej, da ne dovoliš, da kdorkoli vpliva na te, da ne dovoliš se sebi, da negativne misli grejo v tebe, te začnejo z notranje strani razžerati, kakor rja železo, da ko pride negativna misel, da jo čim prej vržeš čez ramo in jo zamenjaš z pozitivno mislijo. Pozitivizem spada v kategorijo tiste spirale, ki nas pelje navzgor proti odprtosti, razsvetljenosti ali pa višjemu vibriranju. Skratka, v plusno, boljše, če človek pozitivno misli. Ne rabimo biti tlenač strašni filozofi, brati debelih knjig, pa iz tega delati cele znanosti. Torej, bodite pozitivni. In biti buden pomeni znati biti sam s sabo in sam s sabo zaplavati v neskončni nič. Ampak v tem neskončnem nič ne biti prazen in osamljen, ampak poln.
napolnjen. A veš, zoprno je, ko je nekdo poln sam sebe, ne? V bistvu ugotoviš, da je čist prazen. Ampak to je pa čist drug pomen, ne? Torej, znati bivati v popolnem nič in biti ob tem poln in izpopolnjen. Pravzaprav, ljudje, bolj ko smo empati, bolj ko smo umerjeni, bolj smo bližje sebi in svojim mislim in mnogi ljudje v današnjem času ne znajo biti sami in nočejo biti sami in si ne upajo biti sami in samota je njim nekaj brezveznega in dolgočasnega. In tako nekako lahko vidimo, zakaj je mnogo naravnih točk praznih. Recimo Cerkniško jezero ima zelo malo nekih no, res je. Na Cerkniškem jezeru, recimo, jaz to opazujem, imam par teh nekih točk, kjer nikoli ni ljudi. Ne? Turisti pridejo do nekih teh turističnih točk, domačini pa ne grejo na tiste točke, ki so bile nam, domačinom, znane že mnoga leta. Kada noben več noče izkoriščati tega miru, te samote, teh lepot, hitro slišimo izgovor, ja, so pa brencli, pa komarji, pa klopi, pa ne vem kaj. Ne, nima veze. Skratka, biti buden, biti tukaj in zdaj je tisto, kar se od nas pričakuje. Zdaj boste rekli, ja, sej bi, a ne, sam ne bo šlo. Vojna v Ukrajini, vojna zdaj pa je v Izrael se preselila. Ni bila vojna ne v Ukrajini, niti zdaj v Izraelu. I ako smo prihranili Izrael za konec, nam sporočajo kapljice Q, torej Q drops. Imajo ta je bilo večkrat videno, Izrael smo prihranili za konec. Opažamo, da v bistvu vse, kar prihaja z Izraela, je glih tako zrežirano, kot je bilo v Ukrajini. Torej vse to, kar gledamo, je film, ki ga producirajo temačni, dirigirajo ga pa naši beli bratje in sestre. Kaj ti? Probal bom, oziroma zanč sem vam objavil na Facebooku film Najboljša predstava na svetu. V tem trenutku smo res priča dogodkom, ki nimajo ne repa ne glave, pa se sprašujemo, kaj in kako. Večkrat smo slišali, gledate film in gledamo film, torej vse je režirano strani temačnih in COVID in Ukrajina in Izrael in svašta in tako. Po drugi strani pa nekje smo brali, zdaj je to res ali ne bom trdil, ampak da vse se dogaja z nekaj letno zakasnitvijo. Zdaj jaz nisem bil v Izraelu, tako da tudi jaz ne morem zdaj zdravo zagotovo reči, kaj se tam dol dogaja, vendar iz večjih virov prihajajo, da tam tudi pod točko razno se ne dogaja tisto, kar nam probajo raztumbati mediji. Na tem svetu je mogla čist vsaka država oziroma vsak voditelj, vsako vodstvo poslušati oziroma delovati tako, kot narekuje globoka država, je narekovala. Torej, globoka država, psihopati, bogati so predsednikom oziroma državam pogojevali. Delajte tako in bo vse v redu, če pa ne bo v redu. No in večinoma so se ljudje klonili, pa so rekli, ok, razen Gaddafi je rekel, pa veste kaj, evo vam ga, ne bo tako, kot vi hočete. In Gaddafija ni več. In so zbombardirali in zdaj pa je po njihovo. Mislim zdaj, že en čas. Verjetno je še kakšna država, ki se jo zdaj ne bom spomnil, mislim, da Che Guevara je bil dosti podoben falot, ki je rekel tudi, ne boste vi tudi tako, kot si zamišljate, pač ne bom delal po vaše. No, ampak tle so bili ti psihopati, člani globoke države, tako psihopatski, da niso popuščali enostavno na nož. Z volitvami 2017
ko je nastopil Trump, je naredil Trump turnejo po celem svetu z najvplivnejšimi voditelji sveta in je ponudil rešitev. Torej, nadaljujte v smeri, kot ste delovali do zdaj, torej, ali boste naredili, kar vam naročijo, pa boste prišli v zablodo, ali pa sodelujte z nami, torej z Alianso, in skupaj bomo osvobodili svet in Aliansa ima vse pripravljeno in zato boste postajali heroji in zaradi tega, ker boste sodelovali z Alianso, pač dal jim je možnost, da sodelujejo pri odkrivanju prevare. Načrt je kristalno jasen že dlje časa, valjda ga jaz ne vem, valjda ga mi ne vemo, ampak nekako si predstavljamo, da gre za osvoboditev sveta izpod te kabale. Trump je s to turnejo naredil en velik korak naprej. Bil je prvi predsednik, ki je stopil na tla Severne Koreje, prvi ameriški predsednik, ki je plesal ples mečev v Saudski Arabiji, to je strašna čast. Skratka, Trumpa so povsod sprejeli odprtih rok in z njim stopili v Alianso večji del držav. Seveda Macron ne, pa bivši predsednik Brazilije tudi ne, pa tale Zelenskič tudi ne, no, ampak noč hudega verjetno tudi naši niso sodelovali z Alianso, ne, ker je vsaka država dobila možnost, nadaljuj po svoji poti, pa boš prišel v Maloro ali pa pojdi z nami in si car. Verjetno nekdo iz Juge zdaj, ali Srbija ali Hrvaška, nekdo pa jaz mislim, da Hrvaška sodeluje, mislim, da ne me za besedo držati, sodeluje z Alianso. Skratka, prva stvar se imenuje blackmail, ta druga se imenuje whitemail. In whitemailing funkcionira že en lep čas in z whitemailingom se ruši ta svet kabale in na strokovnim planom, bom rekel planom laserske natančnosti, so pripadniki, ki še vedno sledijo kabali, zdaj nekako prisiljeni delovati, kot deluje kabala. Kabala glave več nima in delujejo po svoji idiotski glavi in se v bistvu izpostavljajo v vsej svoji širni neumnosti, zlobi, prevari in manipulaciji. Mi bomo priča razpadu, po eni strani gre za pogrom, po drugi strani gre pa za komedijo številka 1. Ker tisti, ki ima malenkost odprte oči in možgane, že lahko zazna, koliko nebolotike lahko oziroma sproducirajo naši in voditelji in vsi, ki temu dreku sledijo. Ne? Zdaj, kakorkoli obračamo, jaz resnično verjamem in upam in smatram, da smo precej blizu preobrata, bože ne dajo v kakšnih datumih, ki je itak precej narobe, če človek kaj pove. Ampak mislim, da smo zelo blizu, pa zame smo bili blizu že 2 leti nazaj, ne? Tako da sem čist nerelevanten podatek okrog tega. Hotel sem samo nekako objasniti, da je vsak voditelj države imel možnost prestopiti na pravo stran, na stran belih in z belimi sodelovati. Kako se je vsak posameznik odločil, bomo videli. Za marsikoga vemo, kako se je. Vemo, da je Putin s Trumpom, vemo, da je Xi Jinping, torej kitajski, vemo, da je Mao Tse-tung, pa ne ta korejski, Kim Jong-un, pa Mundi, pa Salman, pa Bolsonaro, pa ima jih još. Zagotovo pa ni Vatikan in von der Leyenova in Macron in Zelenski, to pa niso stopili na pravo stran in ustrajajo na strani temačnih in delujejo tako, kot so delovali do zdaj, na principu denarja. Ok,
in proti človečnosti. In nekako na ta način lahko razumemo, da je Trump v tej fazi chief of command, torej on je tisti, ki reče Putin, kreni, Putin, ti si zaključil, no zdaj pa kreni Salman, dobro Salman, ti si zaključil, zdaj pa kreni ti tam. Skratka, Trump je daleč najbolj vrhovni vodja največje svetovne vojaške operacije, kajti Amerika je od prvega dneva, ko je Trump nastopil svoj predsedniški mandat leta 2017, Amerika je od tistega dne pod vojaško jurisdikcijo in ima celo Ameriko in cel svet pod kontrolo. Vojska, čeprav tega v ospredju ni videti, hvala Bogu, to se dogaja v ozadju, v ospredje pa čedalje se bolj poriva ta idiotski kabalizem in kanibalizem, se je oboje, da se nam izpostavi. Ideja je, večkrat sem že omenil, treba je ljudem pokazati, ni dovolj, da jim sam poveš. In videno nam je, dano nam je videti in lahko smo neizmerno hvaležni, da lahko spremljamo ta nori šov. In v bistvu ob enem iz sebe stresamo strahove in skrbi, kajti zagotovo nas ne bo noben nič več pikov, če mi ne bomo dovolili. Moč ljudem je tudi skozi ta naslov. Ne smemo dovoliti, da ti pajaci grejo čez nas, kajti niti ena stvar, ki nam jo probajo razložiti, ni resnična, niti ni ustavna. Vse, kar počnejo, je protizakonito in v bistvu bi bilo prav, da se izobrazimo vsaj v tistem delu prava, ki se mu reče ustava, ali pa vsaj kakšen člen, jaz enega zagotovo poznam in ta je, v Sloveniji ima oblast ljudstvo, ki jo oblast izvaja samostojno in s predsedniškimi volitvami. Jaz delam to samostojno, ne, predsedniške volitve meni ne grejo, ker ta predsednica, ki je zdaj na mestu predsednice, je sprejela širokogrudno skupino ljudi, ki podpira nenormalnost, normalizira nenormalnost, torej uveljavitev več kot 2 spolov, kar, a je to normalno? Ne, ni, ne, pika, stop. Dovoljevala bi vse, samo da so denarčki in to nam bo in je dano videti, hvala Bogu. Zdaj pricurljala je vest, da je nek vidni svetovni politik ali političarka že priznal, da so naredili napako, ne? Oni so se zmotili, da v bistvu mi, ki nismo cepljeni, imamo kar prav. Da v bistvu cepljenje ni bilo tako v redu, oni so se malo zmotili, no. Tako da v bistvu se nam opravičujejo, misleč, da bomo mi rekli, ok, pa kar bodi tam, kjer saj si že fejst, zdaj, a imaš dost 4 určke ali 5 za čezmeščak ali češ kaj več ali kaj tacga. Ne boš to čez glih potem, ta opravičila sicer ok, ja, opravičilo, veš, brez spremembe delovanja ne funkcionira. Vsi ti ljudje bodo mogli odsedeti svoje kazni, ki pa so kar konkretne. Veš, zločin nad človeštvom ni tako, da vzameš čokolado ali pa naplačaš prispevka za stavbno nadomestilo, kaj tacga, ne. Dobro, pa bom jaz tlele še to prtresknil. Skrbi za svojo zavest, ne pa za svoj ugled, ker zavest je tisto, kar to ti si, ampak ugled pa je tisto, kar drugi mislijo o tebi. In kaj drugi mislijo o tebi, je pravzaprav njihov problem in mi smo že kdaj rekli, kaj drugi mislijo o meni, me boli kiki. In ja, delimo na svoji zavesti, ne pa na svojem ugledu. Ne. Včeraj je bil dan duševnega zdravja, jaz sem to mičkeno sfalil. Dan duševnega zdravja je zelo slabo, je duševno zdravje v Sloveniji. Mislim, tako če človek pogleda, sej telesa še nekako hodijo, ampak mnogo ljudi je v strahu, mnogo ljudi je v stiski.
nekako kar nočijo verjeti ljudje, da je vse tako, kot mora biti in da strahovi so virtualni in tako stiska depresije, ta represija je pripeljala ljudi, stisnila v depresijo in ja, fajn bi bilo, če bi ljudje znali razumeti, razumeti to situacijo oziroma biti buden, ne, zaradi tega, ker niso budni, niso duševno zdravi, ne, torej poznati prevaro sveta, prepoznati svojo moč znotraj miru, razumeti delovanje magnetizma, kontrolirati in opazovati svoje misli, negativne, flikant čez in biti v neskončnem nič. Vse preveč ljudi tega ne zna, ne zmore, ne utegne, ne razume, niti se ne poglablja, ker jim okolica pravi, da to je čista bedarija. Najboljše je, da vzameš en antidepresiv, pa je ne bo držalo. Kako zelo mi nagajajo, ne vem, če vi slišite en kup enih messageov že. Znak odprtega uma je empatija, znak zaprtega uma pa je judgmentalizem, torej da človek sodi, obsoja in pretehtava ves čas. Torej ves čas nekoga obsojati, nekdo druge kriv, ovo. Odprt pa doprinaša empatijo in bodimo odprtega uma in odprtega duha, dajmo imeti odprte oči, bodimo odprti za vse, kar pride. Kako pa te stvari sprejmemo v sebe, je pa druga stvar, ne? Neverjetno, jaz moram... Nič ne bo šlo na kamero, mogoče lahko sem tlele eno tipko še stisnem, pa mogoče bo tišina. Tako, empati in zaprti umi. Poškodovani ljudje so močni zaradi tega, ker vejo, kako se da in mora preživeti. Ni važno, kam greš v življenju. V neki točki potrebuješ nekoga, da stoji ob tebi. No ja, zagotovo je. Yin Yang, beli del pravi, ja, sej smo že tukaj, vse ok, ampak en majhen zrnček tam pa pravi, joj, vsega, ta svet je šel čisto v maloro in spet na drugi strani je večji del uma prežet s pesimizmom, ki pravi, itak je konc sveta, vse gotovo, to je to, brez veze vse skup. In kljub vsemu ostaja en zametek upanja, ki pravi, zmogli bomo v tem kontekstu. Zdaj, na kateri strani se nahajate, upam, da na tej prvi levi, kjer je več belega, več upanja in da le redko kdaj zapadete v občutek nemoči, dvomov oziroma da vam vibracijsko upanje pade. Čim manjkrat vam to želim, tudi sam se znajdem, da ne bo pomote, noben še ni prišel do točke, da bi bil totalno bel, ker ne gre, ne smo bili toliko zapigani. Skratka, želim vam, da ste na beli strani, okay? Da imate čim več optimizma v sebi. Spodnja slikca nakazuje, tako mi tonci vidimo zvok, ne? In kadar se izriše, torej ali je bolj potihem, ali je bolj na glas, ne, to. Zdaj, če bi ga spravil v skulpturo, bi dobil eno tako stvar, ki malo spominja na steber in na stebre, malo spominja na tiste lovilce elektrike in tako. Meni je zanimiva slika, ne vem, koliko je vam zanimiva pa razumljiva, pa kaj bi iz nje potegnili, ampak imam občutek, da se da iz dvodimenzionalnega spraviti takole v tridimenzionalni izris in nekako kar pokrije kakšno razumevanje sveta, kako so bili ti svetovi, pretekli svetovi narejeni in zgrajeni. Sploh največja skrivnost, ki nam je bila zamolčana, torej svet Tartarije, Tartarov, kamor verjetno spada tudi pod naše področje, torej bivša Jugoslavija, preko Madžarske, kaj do Rusije in tako. Civilizacija, ki je bila izgubljena, sprašujejo se mnogi,
ljudje, kako je bila izbrisana čez noč. Vemo pa samo to, da je CIA skrbela za to, da so vsi dokazi o Tartarih izginili. Je pa krasno, da že leta in leta, zdaj pa ne vem iz glave, kdaj je Assange ustvaril ta svoj portal Wikileaks, kjer so začeli na plano hoditi dokumenti in ta Wikileaks je čedalje večji, čedalje bolj poln dokumentov je, kolikor šteje in dokazov cel kup. In tudi o Tartariji hodi čedalje več dokumentacije ven, ki spet buri domišljijo, kako so to delali, na kakšen način. Zanimiva beseda se je pojavila, ne vem, če ste jo ujeli. Mi poznamo besedo mitologija, zdaj pa se pojavlja beseda v sklopu s Tartari, se pojavi beseda meltologija. Melt pa pomeni v angleščini topiti, stopiti. Torej gre za vedo o topljenju kamnin in železa in materialov, dajmo tako reči. Skratka, meltology je ena izmed stvari, ki bi lahko bila tudi precej zanimiva. Skratka, zvok v 2D, torej izris, viden zvok in oprijemljiv zvok, ne? Oblika zvoka, ki se ga da prijeti. V bistvu stvari, ki jih gledamo, ne postajajo nič slabše, ampak v bistvu se samo razkrivajo. Moramo samo držati linijo, biti močni in nadaljevati v tem tempu, da lahko skupaj dvignemo to tančico oziroma to zaveso, ki skriva in iz katere bodo iz omar popadali vsi in še zadnji okostnjaki. En zanimiv zapis. Do nedavno sem tudi jaz mislil, kakor mnogi od nas, da ljudje samo nimajo dosti informacij, da bi dali mozek skupaj in spoznali resnico. V bistvu so stvari mnogo zelo kobnije, kakor češ bolj zakomplicirane, zelo komplicirane. Ljudi v bistvu resnica sploh ne zanima. Njima je resnica vse, kar slišijo. Zdaj, tle bi lahko malo podiskutirali, meni ta zadnji del ni čist glih res, njim je resnica v bistvu narobe pride. Tako, kot je strupen zame radijsko in televizijski program, je za njih strupena resnica, škoduje njihovemu lažnemu svetu. Tako da iz tega naslova imam tlele zadržek. Bliže, ko je človek miru v svojem umu, bližje je svoji notranji moči. To je rekel kaj? Marcus Aurelius. A imamo? Mir pa moč sta z roko v roki. Družba, to je to. Narcizem je zaista novi svetski poredak. A sem jaz rekel, da je narcizem virus številka 1? To je rekla ena teta, dr. Ramani Durvasula. Eto, kaj ne jaz zdaj? Narcizem je bil novi svetovni red, ne? Da bo narcizem gonil, ne ljudje po zdravi kmečki pameti, ampak narcizem po zlobnem umu teme. Nikoli se ne prepirajte z lažnivcem, zato ker ne morete zmagati, ker oni verjamejo svojim lastnim lažem. In bodite prijazni, fair, odkriti, resnicoljubni in vse te stvari bodo prihajale k vam nazaj. Zapomnite si zmeraj, kar gre naokrog, pride naokrog. In tudi z našim slideshowom smo prišli naokrog in tudi pol ure je za nami. Mogoče samo še tam, zavrnite vsako idejo argumentiranja. Srečate se z ljudmi, ki bi radi z vami začeli neko argumentiranje, a veš, ovo. Dragi moji, imate pravico, da rečete, stara, poprosti, jaz se ne grem te igre argumentiranja, hvala lepa,
lahko se pogovarjava kaj konstruktivnega, argumentiranje se pa jaz ne grem, zato ker meni ne dene dobro. Hvala lepa, razumeš ali ne, je pa tvoja stvar. Ne polagajte pažnje na to, kaj ljudje pravijo o vas, da ste. Če bi bili oni boljši od vas, bi se brigali zase, ker so pa slabši, pa probajo na vas vplivati. Želim vam prečudovit dan in da se imate kar se da lepo in zavrnite argumentiranje in bodite navaden pata, kot je naslov komada v ozadju. Ajde, čau.